Trajnostna embalaža, nujen trend, se pravi, ni nov koncept, vztrajno je v trendu, se pravi, vse večja je neka ozaveščenost o podnebnih spremembah in to je privedlo do nekega svetovnega zelenega gibanja. Se pravi, podjetja se sprašujejo o izvoru embalažnih materialov in njihov cilj je zmanjšati ogljični odtis embalaže. Veliko podjetij se je preusmerilo na karton ali pa se zanašajo na reciklirano plastiko, kot sta HDPE in R5. Tudi so pa stalno potekajo neke inovacije, torej nek premik k možnostim užitne embalaže iz, na primer, riževega papirja, iz morskih alg ali pa iz koruznega škroba. Naslednji trend je transparentna embalaža. Se pravi, kar vidiš, to dobiš. Se pravi, potrošniki so vedno bolj zaskrbljeni zaradi sestavin v svojih živilih in zaradi postopkov, ki se uporabljajo za njihovo izdelavo. Tudi v teh časih. In tako so se živilci odločili, da odpravijo neka ugibanja in se pravi, preprosto razkrijejo, kaj je vsebina te embalaže. Šesti trend, ki ga zaznavamo, je vintage embalaža. Se pravi, neka vključitev retroestetike v embalažo in ta vintage ali pa ta retro je nek način za pomiritev ljudi v teh težkih časih. In pameten opomnik, da so že dolgo prisotni in nikamor ne gredo. Pravi, to tudi nekako vpliva na čustva. Naslednji trend je povečana prenosljivost. Gre za to, da nas velika večina potrošnikov imamo ta življenjski slog na poti, on the go, ker imamo tukaj enih aktivnosti. Pravi, možnosti hrane, ki jo je lažje zgrabiti, držati, jesti ali prenašati. Embalažo za hrano je potrebno narediti prenosno. Zdaj imamo tukaj 3 primere, med drugim je to McDonald's, ki je lansiral paket McBike, predvsem za kolesarje. Paket omogoča prenašanje hamburgerja, krompirčka in pijače v zložljivih torbici, ki jo lahko pritrdite na krmilo. Potem je tukaj Dunkin Donuts, ki ima pa vrh te skodelice za kavo oblikovan tako, da nosi začimbe, sladkor, smetano ali kavo lahko. In podobno ponuja tudi Vitapak, papirnato embalažo, ki vam omogoča nošenje 1 kile sadja brez veliko truda. Se pravi, prilagojena embalaža za na pot. Tretji primer dobre prakse se nanaša bolj na mesno industrijo. Se pravi, gre za novo vrsto pladnja za embalažo za meso, ki ga je mogoče reciklirati. Pladenj je oblikoval študent univerze Svanseja in pladenj je narejen tako, da lahko prihrani na tisoče ton plastičnih odpadkov in je brez ločenega kosa vpojne plastične podloge pod njim. Kot smo sedaj, to na levo smo sedaj navajeni, to desno, ali pa obratno, kako vi gledate, je pa ta nova realnost. Tehnologija lahko uporabna tudi na drugih področjih, kot so na primer plenice, kar je tudi dobra novica. 8. primer dobre prakse gre pa za gin. Se pravi, podjetje Darlish Gin s sedežem na Škotskem je kot del svoje trajnostne strategije za leto 2022 lansiralo vrsto vrečk za gin, ki jih je mogoče reciklirati. Vrečke za ponovno polnjenje, ki jih je mogoče vrniti na sedež znamke za recikliranje. Se pravi, vrečke so iz recikliranega plastičnega materiala, stopnja 7, ki ni samo recikliran, ampak tudi tehta 50% manj kot steklena steklenica Darlish Gin. Se pravi, to govorimo vezano na transport.